Če želite biti v trendu, v koraku s časom, kar se gastronomije tiče, potem se odpravite na mednarodni sejem okusov. Ne samo, da bodo tam razvajali vaše oči in brbončice, lahko se preizkusite, lahko se kaj naučite, lahko se postavite v bok mojstrom in vam pokažejo marsikateri trik. Tako je storila tudi naša terenska ekipa. Nadja, še zadnjič v tem zasneženem petku, lep pozdrav. Ana, še zadnjič lep pozdrav. Tako je terenska ekipa šla od slastnih žgancev do drugih slastnih okusov. Boste videli že zelo kmalu. Z mano je pa vodja projekta, gospa Nives. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem, dobro jutro. Nas boste popeljali po tem čudovitem sejmu? Seveda z veseljem. Pri Picopeku smo tule. Torej, začeli bomo z trikratnim svetovnim prvakom. Poudarila bi, da je zmagal v hudi konkurenci, ponavadi je 52 različnih držav vsega sveta, ki tekmujejo in smo mu že rekli v hecu, da mu ne bodo dovolili več tekmovati, ker je tako dober. Nas pa zanima tista posebna sestavina, ki naredi to pico slastno. Allora, il segreto, qual è l'ingrediente segreto della pizza del campione mondiale? L'amore per il nostro lavoro. Torej, ljubezen do dela. Seveda, smo si kar mislili, da bo kakšna taka sestavina, ampak kadar je ljubezen prisotna pri kuhi, potem so vse jedi toliko bolj slastne. Morate pa izpostaviti eno posebno pico. Seveda, premierno, ker to je sejem presenečen in premier, je pica Scrocchiarella. To je prvič v Sloveniji samo na 9 mednarodnih sejmih okusov. Če bi pa želeli še kaj več vedeti, letos začne Društvo Picopekov Slovenije svoja poučevanja, tako da vabljeni k šoli pice. Dobro, moramo seveda poudariti, da na tem sejmu ne samo, da bomo lahko okušali slastne dobrote, lahko se bomo tudi veliko naučili, tudi različna delavnice, pa tudi različna tekmovanja potekajo. Seveda, kot ste sama rekla, ponosni smo, da bo potekalo že 5. mednarodno prvenstvo v tekmovanju sladoledov, drugo prvenstvo kuharjev, mladih kuharjev, ki bodo predstavili najjedi slovenskih gostiln, tako da bodo poslušalci in obiskovalci izvedli, kje bodo najboljše jedli, kje povabiti na večerjo. Rada bi poudarila, da se včeraj smo izbrali naj Picopeka Slovenije, je bilo že 3. mednarodno tekmovanje v pripravi pice. Tukaj pa imamo pred sabo predstavnika svetovno znane, renomirane Carpigiani Gelato University in njihova ekodemonstratorja, gospoda Kristjana. Hello. Hello. Seveda nas pa zanima tudi od mojstrov, katero okus sladoledov im je najbolj všeč. What is your favorite flavor? Pistacchio. To pa razumemo, ne? Pistacija. Pistacija. Pistacija, evo, se je naučil slovenščine, ne bomo vprašali, katera Slovenka ga je naučila slovenščine. Non chiediamo qual è la ragazza slovena che ti ha riuscito a tradurre in sloveno. Tako, ni pomembno, ali je zima ali poletje, sladoled je vedno okusen in vedno na meniju. Tule bomo še videli, kako sladoled pride iz stroja. Ja. Odlično. Pistacija. Ja. Seveda pa ni nam živeti brez sladic, zato imamo tu tudi sladice. Nam predstavite še mogoče bi vam omenila še, dokler pridemo do njih, da je letos zelo zanimiv okus na tekmovanju bela kava, tako da lahko hkrati, ko popiješ kavo, pa z enim sladoledom 2 muhi na mah in sladoled in kavo. To je tudi premierno, to je nekako Carpigiani Gelato University hotla dati en specifičen okus, tako da je to tudi velik izziv za tekmovalce. Odlično. No, me prav zanima, katera sladica je našim gledalcem recimo najbolj ljuba, morda kakšna francoska? Najbolj ljuba sladica je trenutno makaron. Dobro. Lahko jih tudi vidimo, a ne? Lahko jih vidite, ja. Tukaj imamo makaron s malino, makaron s pasionko in makaronska slano maslo in karamelo. Odlično. Tole so pa tudi sestavine, ali kako? Kaj potrebujemo? Tukaj sestavine pripravljam za torto frezije. A, za torto? Torto frezije, to je frezije jagoda po francosko. Imamo jajce, sladkor, moka, škrob in jagode. Potem še biskvit, ki bomo pripravili na brezplačni delavnici, ki bo zdaj. Tako, Nives, za konec še povabilo seveda na gospodarsko razstavišče. Vabljeni na te sejme, ki letos lahko rečemo, da so sejmi ne samo okusov, ampak tudi presežkov. Tako v sodelujočih, kot vidite, svetovni prvaki, vrhunski
pač kuharji iz vsega sveta. Že takoj na začetku, ko pridete, vas te vonjave povedejo v nov svet. Podarila bi pa tudi, da so brezplačne delavnice bile vse razprodane v smislu, je bil zelo velik interes. Kot za gospoda Laganaša, kot za delavnice brezplačne sladoleda, kot za delavnice pice. Tako da upamo, da bomo pripomogli, da bodo letos res v Sloveniji najboljše pice povsod. Se pravi, ljudje so res željni znanja. Željni znanja. Hvala lepa, da ste nas popeljali po sejmu. Ja, terenska ekipa se ne bo še tako hitro vrnila nazaj, namreč tule je veliko za poskusiti. Ana, se nam pridružiš? Tako, ki ste se tako potrudili.